Lep pozdrav še enkrat in hvala za to, ker ste se v tem popoldnevu vzeli čas in prišli na našo tiskovno konferenco oziroma na izjavo v zvezi z dogajanjem z predlogom in imenovanjem Evropskega komisarja iz Slovenije. Zdaj, to dogajanje v zvezi z imenovanjem Evropskega komisarja iz Slovenije ni primerno za ugled države, samo kandidiranje Alenke Bratušek in pa predlaganje še dveh kandidatov vladnih strank, od tega enega ministra in pa ene kandidatke brez izkušenj, je bila kupčija, ki ni primerna za to raven delovanja in dela katerekoli institucije, še najmanj pa za delo vlade ali pa delo državnega zbora. Tudi vse, kar se v povezavi s kandidaturo Alenke Bratušek dogaja v povezavi s predsednikom republike ali Mirom Cerarjem, novim mandatarjem, ne sodi ravno med zgledno delovanje oblasti. Nasprotno, ta primere oziroma ta ravnanja dokazujejo, da so ti osebni interesi postavljeni visoko nad interese države in da so tudi postavljeni osebni interesi visoko nad ugledom države doma in v tujini. Medli poskusi Mira Cerarja, da bi zaustavil ta postopek imenovanja tako na domačem kot tudi na evropskem političnem prostoru, so bili neuspešni. Dobil je dve krepki klofuti, ki jih predsednik državnega zbora, dr. Brglez, tudi iz Cerarjeve stranke SMC, poskuša opravičevati s tem, da je glede izbire kandidata za Evropskega komisarja iz Slovenije potrebno gledati državno in ne partikularno. Vsekakor je sedaj na potezi mandatar Miro Cerar, ki lahko ta problem, če mu je res v interesu, hitro razreši, kajti on je edini, ki ima praktično vse niti v svojih rokah. Pohiti naj se sestavo vlade, dobi zanjo potrditev v državnem zboru ter pripravi nov predlog za kandidata za Evropskega komisarja iz Slovenije, predlog kompromitirane liste, ki jo je pripravila vlada Alenke Bratušek v odhajanju, pa umakne. S tem bi lahko vsaj deloma popravil politično škodo, ki nastaja, ko se je poraženka vseh volitev, tako v svoji nekdanji stranki Pozitivni Sloveniji, kot na evropskih volitvah oziroma na volitvah za Evropski parlament in pa tudi na državno-zborskih volitvah grebe za komisarski položaj. Vendar je vprašanje, če Miro Cerar to zmore in upa, ali pa potrebuje za tako odločitev tudi on več časa. Jutri bo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vsem političnim strankam v državnem zboru, vsem poslanskim skupinam poslala predlog za sopodpis sklica izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali zaplete v zvezi z oblikovanjem predloga liste za Evropskega komisarja. V tem sklicu, v tej zahtevi za sklic izredne seje bomo zahtevali magnetogram seje vlade, na kateri so oblikovali predlog liste. Kot veste, magnetogram ni dostopen in ga vlada tudi noče posredovati javnosti. Predlagali bomo vladi Mira Cerarja, da čimprej pripravi spremembo zakona o sodelovanju med vlado in državnim zborom pri evropskih temah, pri evropskih zadevah, s katerim bi tudi bil postopek predlaganja kandidatov za Evropskega komisarja in tudi za nekatere druge funkcije vključili tudi državni zbor. Kot veste, nekateri kadrovski projekti gredo mimo državnega zbora. V tej zahtevi bi povprašali Mira Cerarja, stranko Mira Cerarja, kaj je
vplivalo na spremembo stališča mandatarja Mira Cerarja do predloga liste? Ali je zadostoval pogovor z mandatarjem za sestavo Evropske komisije Junckerja? Ali pa je tudi on dobil kakšen obisk na temo razgovora o DDV-ju? Predlagali bomo tudi, da mandatar Miro Cerar čimprej predloži listo ministrov, torej, da poskuša pravočasno oblikovati vlado in da njegova vlada takoj spremeni predlog za predlaganje kandidata za komisarja iz Slovenije, saj kandidatura neuspešne predsednice vlade Alenke Bratušek nima v Sloveniji podpore in je le predmet zgražanja. Pomembnejši resor bo Alenka Bratušek dobila v primeru, da bo imenovana za komisarko, večja bo blamaža za Slovenijo. Zamenjavo kandidatne liste za evropskega komisarja Slovenije bi se izognili tudi krepitvi protievropskega razpoloženja, ki se je začelo zelo aktivno aprila lani v Stožicah z udeležbo nekdanjega predosamosvojitvenega vrha in tudi tedanje in deloma tudi še sedanje vlade in najvišjega vrha na tej prireditvi. Mi vsekakor upamo, da bomo dobili zadostno število podpisov iz drugih poslanskih skupin, da bi to zahtevo za izredno sejo lahko vložili. Manjkata nam 2 podpisa. In tudi upamo, da če bo do tega, da ne bo tega mečkanja, da bomo dobili tudi podpise od strank, ki so sedaj izkazale nasprotovanje temu predlogu. Mislim, da je to povsem normalno pričakovanje. Če pa bodo glasovanja v Evropskem parlamentu le prišlo o komisarki iz Slovenije, se pravi gospe Alenki Bratušek, pa bomo predlagali, da naši evropski poslanci tega predloga ne podprejo.